Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. 11 mesecev po maketi je policija vendarle šla v akcijo. Včeraj so mediji poročali o hišnih preiskavah v aferi Maketa za drugi tir, ki je skoraj že ušla iz zgodovinskega spomina. Da vam osvežimo spomin. Vlada Mira Cerarja je naročila maketo drugega tira, zanjo bi plačala 130 000 evrov, na koncu pa bi jo delal cenejši ponudnik, ki je bil podizvajalec dražjega izbranega ponudnika, ki pa ni bil izbran. Spomnimo, glavni maketarji so bili Miro Cerar, Peter Gašperšič, Zdravko Počivalšek in Jure Leben, kot vidimo tudi na fotografiji. Je policija preiskovala pri njih, se boste vprašali, kje pa? Pa še zato, da so šli v preiskavo, so rabili 11 mesecev. Če to ni svetovni rekord, potem je pa prekleto blizu. Draga slovenska policija, iskrene čestitke. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3, resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali Maduro ali Guaido. Venezuela je ponarodela. Zakaj je nepomembna južnoameriška država razgalila ves blišč in bedo slovenske zunanje in, kar je še bolj pomembno, strankarske politike. Na fotografiji vidimo samodržca Madura in poleg njega Guaidoja, predsednika parlamenta, ki ga vse več držav po svetu priznava za venezuelskega predsednika. Zakaj slovenska srca po novem krvavijo v daljni Venezueli, se bomo pogovarjali z našima stalnima komentatorjema, doktorjem Igorjem Lukšičem in magistrom Bernardom Bršičem. Dobrodošla. Igor, najprej vprašanje zate. Zakaj po tvoje Slovenci ideološke bitke po novem bijemo celo na drugih kontinentih? Oziroma, zakaj je za stranko Levica tako pomembno, da predsednik Venezuele ostane Maduro? Zgleda, da je slovenska politika, zlasti Levica, bi rada pokazala, da je to, kar je. Se pravi, identifikacija z čavizmom in potem zdaj z njegovim naslednikom je nekaj, kar jih konstituira, ravno tako, kot so prej recimo zelo stavili na Ciprasa, ki je pač pel zadevo čisto eno drugo smer, zdaj s tem Madurotom. In ne da bi sploh reflektirali, kaj se tam pravzaprav dogaja, kaj se je zgodilo od tistega časa, ko je Čavez lansiral ta čavizem in bolivarizem in neko kvazi ali kakršnokoli že socialistično ideologijo in potem tudi prakso, se pravi, jo je lahko apliciral. In kaj se zdaj dogaja, se pravi, po Čavezu in po tej veliki krizi, ki se dogaja v Venezueli. Ja, Bernard, najprej seveda tebi čestitke, ker si prestal preizkušnjo, ne? Veseli smo, da ustavna pravica svobode govora ni v preki z etičnim kodeksom državne firme Eles. Potem pa vprašanje zate, a socializem na nafti sploh je mogoč? Socializem na nafti je načeloma mogoč, dokler so ti tuji kreditorji pripravljeni posojati denar. Uvid Margaret Thatcher je neizprosen tudi za Venezuelo, da je socializma konec takrat, ko zmanjka tujega denarja. In težava Venezuele je, da njihov največji kreditor, to pa je Kitajska, prenehala povečevati kreditne linije, dejansko kljub najobilnejšim svetovnim zalogam nafte, ki presegajo Saudovo Arabijo, 8. največjim zalogam zemeljskega plina, je država bankrotirala. Zakaj? Zaradi tega, ker enostavno socializem ne deluje. Je ekonomski sistem, kjer bi, vkolikor ga implementiraš v puščavi, slej ko prej zmanjkalo peska. Zdaj, če to apliciramo na slovensko notranje politične razmere, zakaj po vajinem mnenju je zdaj prvovrstno politično vprašanje postalo, ali naj Slovenija prizna kot novega ali pa pač pravega predsednika Venezuele Guaidoja na mesto Madura? Vemo, Miro Cerar je to predlagal na seji vlade, Marjan Šarec je pač svojo pregovorno in prirojeno odločnostjo se odločil, da bo o tem odločal kdaj drugič. SD recimo meni, da za kaj takega rabi vlada pooblastilo parlamenta. Zakaj se v Sloveniji sploh pogovarjamo o tem, kdo je predsednik Venezuele?
Dobro, to je v mednarodni politiki pač prišlo na dnevni red, ne pogovarjamo se o kakšnih drugih državah, kjer je tudi humanitarna kriza, ampak tega noben ni postavil na dnevni red. Zdaj, mi vemo, da se mednarodna politika giblje ne po moraličnih kriterijih, tako kot slovensko opredeljevanje ali pa po kakšnih ideoloških tekmah, ampak po interesih. Se pravi, tam No, se to me zanima, dejansko, kakšen je naš interes recimo v Venezueli? Točno to, ne, tam je treba videti, zakaj je Kitajska v igri, zakaj je Rusija v igri, zakaj je Amerika v igri. Amerika je lahko blokirala račune Venezuele. Kitajska lahko vlaga ali ne vlaga, kreditira, ker ima interes po nafti in še čem, ravno tako Rusija. Slovenci pa ne razumemo, da je to igra interesov. Recimo, če se spomnite v Jugoslaviji, ko se je Jugoslavija opredeljevala glede neumešavanja drugih držav v druge države, je zmeraj šla z nekim interesom, je zmeraj tam, skratka, nekaj je počela, nekaj se je od tega obetala, podpirala nekoga. Recimo v Sloveniji bi pričakoval, da ta tekma glede podpore teče zato, ker bomo mi tam na eni ali drugi strani vložili neka sredstva, ali bomo inštruirali neke vojake, ali bomo skupaj z silami ZDA se pripravili za ne vem kaj. Recimo reformirali šolski sistem, to nam gre dobro od rok. Recimo ne. Ali pa zdravstveni. Nekaj, da bi se nekaj šli mi tam, magar enega človeka, recimo v Irak smo poslali, se spomnim, 2 človeka. Skratka, saj tako simbolno, ampak mi se ne pogovarjamo o tem, kaj bomo mi naredili, koliko bomo investirali, koga bomo tja poslali, koga ne bomo tja poslali, kaj bomo od tega imeli, ampak se pogovarjamo, kaj je prav. A je on zdaj ta prav socialist in mi zdaj podpiramo kao svetovni socializem v Venezueli. Ampak pazite, če bi res tam še ostalo kaj od socializma, potem bi recimo tudi na intelektualni ravni rekel, super, ne, vsaj moralno moramo podpreti, pa bomo neke podpise zbirali, pa razglednice pošiljali. Tragika je v tem, da tam od socializma ni ostalo več nič. To, kar je Bernard prej omenil, ne, 1 milijon sodov načrpajo. Toliko kot leta 1940. A si predstavljate, za 60% je nižji BDP v zadnjih 5 letih, se pravi, kar je Maduro tam. 60%. Da ne govorimo zdaj, kaj se dogaja. Vojaki, ki so najbolj plačani, 15 evrov na mesec, oziroma $15 na mesec plače. To je za 2 dni življenja. In zdaj hvaliti ta sistem, ki zdaj je utemeljen na vojski, ki kontrolira še neko nafto. In most zablokira, da ne pride humanitarna pomoč v državo. In reči, da je zdaj to pa socializem, ki naj ga Slovenija brani. Zdaj, druga zgodba je pa seveda v mednarodnih odnosih, nevmešavanje v notranje zadeve, kot eno veliko sveto načelo. Je pa druga zgodba, mislim, zakaj sploh se tu opredeljevati, ampak kot sem rekel, ker je že na dnevnem redu in ti potem pogledaš, kdo so tvoji zavezniki, mi smo zavezniki tle nekih zahodnih sil in tle pravzaprav nekega prostora nimaš. Je pa fajn to, da nismo bili skupaj z Albanijo in Kosovom med prvimi, ki so priznali tega novega samooklicanega predsednika. Bernard, zdaj, če tako pogledamo, tale Guaido zgleda večji socialist na fotografijah od Madura. Ima srajco, zavihane rokave, tam stiska pest v zrak. Maduro zgleda pa kot nek tak prototip diktatorja v tretjem svetu, ki prosi tako rekoč za neko socialistično revolucijo. V resnici, tako se nam zdi po fotografijah. Kaj ti praviš? Ja, poglej, Guaido je socialdemokrat, v bistvu zmeren socialist. Izbiraš med krvavo rdečo in roza barvo, skušajo Guaidoja prikazati kot nekega marioneto Trumpa ali Bolsonara. Mislim, to je popolnoma drug tip politike. Jaz bi mu dal oceno levičarja. Je pa res seveda, da ni čavist, in od tod potem nasprotovanje teh socialistov po vsem svetu. V veliki zadregi so. Zakaj? Ker od politikov, recimo Jeremyja Corbyna, Berniea Sandersa, potem eminentnih intelektualcev, Noama Chomskega, Joeja Stiglitza, Paula Krugmana, prejemnikov
spominske Nobelove nagrade za ekonomije, so vsi poveličevali venezuelski tip socializma kot pot socializma za 21. stoletje. Recimo Naomi Klein, ena največjih zagovornic Venezuele, in jim ni nič narodno, recimo, do česa je prišlo. In te apologeti socializma zdaj govorijo, da to ni pravi socializem, da je potrebno prevrednotiti sistem in da bo tokrat bolje, se pravi, da je zdaj kriv Maduro, pa njegova skorumpirana hunta, ne da bi spoznali, da je glavni problem narava socializma, da je to protinaraven sistem, ker temelji na predpostavki, da smo ljudje angelska bitja, da smo sami Alberti Švajcarji, filantropi, kjer nas bolj kot blaginja nas samih skrbi interes soljudi. Vemo, da temu ni tako. In drugi problem socializma je seveda epistemičen problem vedenja, ker predpostavlja, da vkolikor ti suspendiraš cenovni mehanizem, da planerji, recimo, če vzamemo tega Madura, nek voznik avtobusa, kar je on bil, lahko presoja o produkcijskih funkcijah, o funkcijskih koristnosti vsakega potrošnika in da bolje kot tržni mehanizem lahko rešuje probleme, kaj, kako, za koga proizvajati. Se pravi, problem Venezuele je to, da so dosledno uresničevali napotke socializma in je zgolj nati dokaz, da socializem ne deluje, kot rečeno, ne deluje zaradi tega, ker nismo ljudje svetniki ali angeli, in drugič zaradi tega, ker so vedenske zahteve pred socialističnim centralnim planerjem tako strašljive, da jih še tako pameten, tudi če bi recimo celo fakulteto za ekonomijo iz Harvarda prenesel, recimo če bi pozvali gospoda Ricarda Hausmana, vodilnega razvojnega ekonomista iz fakultete na Harvardu, ki je iz Venezuele, da prevzame vodenje, tudi sam ne bi bil sposoben teh zadreg ekonomskih rešiti. Razumem. Ampak zdaj ravno, ko je omenil Hausmana. Hausman je pred 3 leti naredil nek načrt za Venezuelo in zdaj je to bila osnova za opozicijo, da je objavila decembra ta veliki program. In po tem velikem programu seveda zdaj bojo privatizirali spet to, kar je bilo nacionalizirano, skratka gre v neko neoliberalno zgodbo. Veš, tisto, kar bi bilo mogoče še treba povedati, je to, da cela Latinska Amerika ima tako družbeno strukturo zaradi načina kolonizacije, da se tam iti tak ali drugačen socializem je zelo težko, ker tam imaš zelo močno elito, ki je neverjetno bogata, neverjetno arogantna tudi do teh revnejših slojev. Izobrazbena raven večine ljudi je pod kritiko, skratka, zelo težko se je tam iti nekaj zelo tega, kar bi lahko rekli, da je socializem. To razumemo, ampak zakaj recimo, Igor, mi branimo socializem v Venezueli, ne? V Sloveniji pa praktično ne najdemo nikogar, ki bi zagovarjal socializem? Ja, to je vprašanje. Mislim, če ti jaz povem, mi smo imeli v programu, ki sem ga pisal leta, oziroma ga stranka sprejela 59 demokratičnih... 95, ja, 59 verjetno ne. To je bila še una, ja. 95, ja, demokratični socializem, ampak se je pokazalo enostavno, da je to samo lahka tarča takih, kot je Bernard, enostavno se tega ne da braniti. Tle se mi zdi, da treba, ko govorimo o socializmu, iti na staro Marksovo stališče, da je kapitalizem oziroma socializem je možen samo kot svetovna ureditev, se pravi, ko kapitalizem izčrpa vse potenciale in kot vidimo, zaenkrat jih še ni, da se vzpostavi kot svetovni sistem. Ali je to možno? Seveda, socialisti pač verjamemo, da to je možno in da enkrat bo do tega prišlo, ampak nekaterim ultralevičarjem se pa to mudi že jutri narediti. In zato podpirajo diktature, ker se jim zdi, da čez dobro organizirano diktaturo se pa to da malo hitrejš zgodovino pripeljati. In to po nekih bližnjicah pol. In to je ta glaven problem sodobnih socializmov bil.
Ja, v redu. Zdaj, kako vidva napovedujete? Bomo mi priznali tega Guaidoja oziroma kaj se bo za ljudi, na kratko prosim, preden gremo na prve oglase, kaj se bo za ljudi v Venezueli izboljšalo, če mi priznamo Guaidoja ali pa če ga ne priznamo? Ja, verjetno, da nič. Mi bomo to morali narediti po neki higieni, ker se bomo uvrstili v ta razviti zahodni svet, kamor se uvrščamo. In s tem, to je pač tudi eno od teh meril. Kaj se bo spremenilo, nič se ne bo spremenilo. Bi bilo pa dobro, recimo, da intelektualni svet o tem malo razmisli, ne, kaj pravzaprav je. In recimo tale oddaja je dobra prilika. Bomo zdaj med oglasi napeto o tem razmišljali, ne? Ampak ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo čez hip, ko nadaljujemo s komentiranjem venezuelske in drugih kriz, ki sedaj bremenijo slovensko notranjo politiko. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Igor Lukšič in Bernard Brščič. V prvem delu oddaje smo se pogovarjali, zakaj Slovenci bijemo ideološke bitke v daljni Venezueli. Zdaj v drugem delu oddaje se bomo pa pogovarjali, zakaj je del slovenske politike zelo narobe razumel prijateljske izjave italijanskih politikov ob nedavni komemoraciji za žrtve FOIP oziroma dan spomina v Italiji na izgubo določenih delov ozemlja. In sicer prvo vprašanje za vaju, Igor pa Bernard, je, zakaj stranka Levica v Venezueli brani socializem, ni pa preveč glasna, ko gre za te izjave italijanskih politikov? In drugo vprašanje, zakaj je del slovenske politike tako narobe razumel te prijateljske izjave italijanskih dostojanstvenikov? Preden pa odgovorita, pa predlagam, da si pogledamo izjavo slovenske politike, ko je prvič Italija stegnila roke po našem ozemlju, namreč po aprilski vojni leta 1941, ko so priključili Ljubljansko pokrajino Italiji. Takrat recimo se je slovenska politika takole odzvala. Duče, v trenutku, ko je slovensko ozemlje, ki so ga zasedle italijanske oborožene sile, postalo del velikega kraljestva Italije, izražamo v imenu vsega slovenskega prebivalstva, njegovemu veličanstvu, kralju in cesarju najspoštljivejšo vdanost in izrekamo vam, Duče, vso našo hvaležnost za plemenite posebne ukrepe, ki ste jih izdali za naše ozemlje in ki bodo za nas varno jamstvo življenja ter zagotovitev bodočnosti našega prebivalstva. Spoštovanje našega jezika in naše kulture priča, s kako vzvišenim pojmovanjem rimske pravičnosti ume fašistična Italija vladati narodom, ki so pod njenim varstvom. Duče, slovensko prebivalstvo bo dokazalo še bolj svojimi deli, svojo hvaležnost in vso svojo lojalnost. Zakaj smo po vajinem mnenju leta 1941 zmogli tolikšno državotvornost, da smo tako toplo pozdravili priključitev Ljubljanske pokrajine fašistični Italiji, zdaj pa te roke miru, ki nam jo ponuja predsednik parlamenta Tajani in italijanski notranji minister Salvini, ko vzklikata živel Trst, živela italijanska Istra, italijanska Dalmacija, nekako ne znamo sprejeti. Mi imamo velike težave z razumevanjem realnih interesov v tem svetu. Mi mislimo, da cela Slovenija, ne, da stvari potekajo po moralnem opredeljevanju, po nekih pravni logiki, po nekih pravilih, ne da bi se za to sploh borili. In tle nas tega pač ne razumemo. Italijani so političen narod, oni znajo te stvari postavljati tako, kot je v njihovem interesu. In niso obupali na tem, da bi enkrat dobili nazaj to Dalmacijo in Trst in vse to. Jaz se spomnim, da ti povem, ko so te predpristopna strategija, ne, in je recimo neka Genova bila pripravljena iti z ljubljansko fakulteto v nek projekt in so rekli, pa na koncu, veste, zdaj bi pa mi ta projekt razširili, ampak nas ne zanima Ljubljana pa Zagreb. Mi bi sodelovali s Splitom, z Reko, pa z univerzo v Kopru, ki zdaj se počasi postavlja. Skratka, ni mi bilo jasno, kam postavlja denar. Samo mi Slovenci ne vemo, da gre v tem primeru za geostrateške zgodbe. Ne? Ja, to ni nič osebnega v bistvu. Ne? Seveda ne. In to oni so zdaj prišli povedati tam noter in od leta 90 naprej
vse Italija je spet revitalizirala. Oni ne priznavajo tega, da so izgubili v drugi svetovni vojni, da je njihov načrt bil tam poražen, da je Evropa, kdorkoli se opredeljeval proti temu. Oni grejo naprej, se mimo grede. Tudi Nemčija gre do Jadranskega morja, ampak bolj na sofisticiran način. Oni ne pošiljajo sem politikov, da bi razlagali, kako bi to zdaj moralo biti naše, ali pa ko je nekdo tam napisal, da bi recimo, ko je bil Nemec predsednik Evropskega parlamenta, ni šel v Maribor in razložil, da bi bilo fajn, da je Trst, oziroma da je Maribor spet nemški in tako naprej. Oni to bolj na prefini način delajo. Recimo zdaj so Kitajcem prepovedali, da veliki nenacionalisti, da bi prevzemali njihova podjetja oziroma vstopali noter v lastnino. Skratka, to je nekaj, kar se brani, kar se dela in kar se tudi potem politično reagira. Mi pa ne razumemo zgodovine na ta način, da bi krepili svojo politično moč, svojo prezenco, zato da bo kvaliteta življenja ljudi tle na tem ozemlju boljša. Bernard, zakaj po tvoje recimo slovenska politika ne zna tega prepoznati in se tako ujame v te večne debate, kdo je bil na kateri strani v drugi svetovni vojni, kdo je pobil več ljudi, fašisti ali komunisti? Zakaj recimo ne prepoznamo, da gre tu za pač državne interese in za neko zunanjo politiko, ki jo pač Italija vodi zdaj ta čas, konec koncev ne samo do nas Slovencev, ampak mi smo pač zdaj to občutili, zato vemo, tudi recimo do Francije in še do marsikoga drugega. No, jaz ne vidim kakšnih veliko italijanskih teženj. Gospod Tajani je v nekem filmu, ki je pase. Mislim, da je tudi potrebno razliko med gospodom Salvinijem in gospodom Tajanijem, da ne gre za nikakršno, recimo pri Salviniju, za veliko italijanstvo. Ne nazadnje, poglej si Italijo do Vicence, je vse črno. To ni več Italija, tako da jaz ne vem, če mislijo širiti v Dalmacijo, v Istro, naj vendarle pogledajo Furlanijo, Julijsko krajino, Veneto, Emilio Romano. Jaz, ki sem velik ljubitelj Italije, ki jo obiskujem, pa vidim zelo malo italijanstva, tako da bom zelo vesel, če se bo ta italijanski sentiment, o katerem vidva govorita, pojavil, ker bo pomenil seveda to najprej zaščito Italije kot italijanskega političnega fenomena in je 100 kilometrov potem še do tega, da bodo začeli segati po Istri, po Dalmaciji. Jaz mislim, da je ta vlak odpeljal, da so trenutni problemi bistveno hujši glede islamizacije, afrikanizacije, arabizacije Italije, da je potrebno to umestiti v nek zelo specifičen kontekst, kaj je narobe z to obmejno pokrajino Furlanijo, Julijsko krajino, ki odstopa v dobršni meri od ostale Italije, kar se tiče tega iridentizma oziroma poizkusov seči preko, da to ni po mojem umevanju program recimo Salvinijeve stranke in da je potrebno to v slovenskem kontekstu jemati kot poizkus branjenja krvave dediščine komunizma. Ker to, kar je Salvini rekel, absolutno drži, da umrli otroci v Auschwitzu ali umrli otroci v fojbah, da so ravno tako enakovredne žrtve in da ne moramo zdaj govoriti, da je pa seveda komunizem nekaj dobrega. Vsi totalitarizmi so slabi. Jaz mislim, da je zelo narobe, da mi zdaj neko protiitalijansko gonjo in da enačimo na eni strani italijanstvo z fašizmom, slovenstvo pa s komunizmom. Nič od tega dvojega ne drži. Nismo vsi Slovenci komunisti in niso vsi Italijani fašisti. Moja generacija, pa tvoja, Aljuš, pa verjetno tudi Igorjeva, Italijanov, jaz ne vem, jaz, ker se nekaj jih poznam, pa nihče nima nekih, bom rekel, nebuloznih idej,
da bodo zdaj nekega novega Dučeja. Jaz v Salviniju ne vidim novega Dučeja, ampak vidim nekega avtentičnega italijanskega nacionalista, ki ga skrbi za prihodnost Italije in ne nazadnje Evrope. No, lahko dovoliš, Ljuš, dve stvari. Prva, ko sem bil minister za šolstvo, me je nekdo opozoril in sem šel potem pogledati in videl, da je res, ne vem, če so to popravili. Italijansko ministrstvo za šolstvo je imelo orisano zemljevid, kjer je bila tudi Vrhnika noter. Se pravi, cela ta italijanska pokrajina oziroma tisti del Slovenije, ki je podpadal po Italiji po prvi svetovni vojni, je bil kar not. Mi smo to protestirali, zdaj ne vem, so to popravili ali ne. To je ena stvar. Pazi, ne glede na to, katera vlada je bila, leva ali desna, govorimo o politični zavesti Italije kot države. To je nekaj drugega kot Italijani individualno. In druga stvar, zdaj le imamo obrambo enega doktorata na Hrvaškem glede ezolov in oziroma italijanske politike, kako se konstituira na novo zdaj italijanska identiteta, ki je zelo podobno vrnjena na obdobje pred letom 1941. In to sistematsko gre, neodvisno od tega, katera vlada je. Še enkrat, ali je leva ali je desna, oni to šibajo naprej. In Slovenci smo tle zraven vključeni v to zgodbo. Mislim, Slovenci, gre za Slovenijo pravzaprav. In tisto, kar je pomembno vedeti, je, da oni iščejo za svoje projekte v Sloveniji svoje podpornike. In žal, to, kar lahko mi v osveščanju politično vidimo, jih imajo. Pazi, za projekte velikega italijanstva imajo v Sloveniji zagovornike, ker mislijo naši, da gre zdaj za boj proti komunizmu in ne vem kaj. Ne. Gre za realen vpliv na današnje življenje in za današnjo delitev pogače produkta ustvarjenega, ne. Zdaj, tukaj me zanima reakcija predvsem dveh strank. Najprej recimo v stranki, največji opozicijski stranki Janeza Janše, pokazali bomo recimo primer izjave njihovih evropskih poslancev, so izrazili pač velik odziv SDS delegacije v Evropskem parlamentu na izjavo predsednika Evropskega parlamenta, ne? Evropski poslanci in tako naprej, spoštujemo nedavni poklon italijanske politike žrtvam revolucionarnega komunističnega nasilja in tako naprej. Na drugi strani imamo pa stranko Levica, ne, ki zelo do zadnje kaplje krvi tako rekoč brani socializem v narekovajih v Venezueli. Tukaj se pa recimo ni oglasila. Zakaj po vajinem mnenju ste se obe ujeli v to past, ki je verjetno tudi del predvolilnega dogajanja za evropske volitve? Namreč SDS-u že tako ali tako ta tranzicijska levica in celotni dominantni mediji očitajo, da nekako zagovarja fašizem, da je premalo kritična do njega in tako naprej. In po drugi strani Levica, ki bi se rada pokazala kot zagovornica socializma, tukaj pač odpove na prvi točki. Kar zadeva SDS-a, sem opazil, da so oni obsodili fašistične pomore v 20 in 30 letih. Se pravi, leta 40 in od leta 41 do kapitulacije leta 43 teh pomorov pa niso obsodili. Zakaj? Verjetno zaradi tega, ker so bili ti pomori proti pravim sovražnikom, se pravi proti partizanom in sodelavcem partizanov ali pa proti komunistom. Tega ne vem, ali so potem vrgli ven ali ne, ampak to sem opozoril tam na Twitterju, da je to ena zgodba. Zdaj, tvoje vprašanje je pa naslednje. Eni in drugi bojo na tej točki akumulirali svoje pristaše. Levica je pač nek utopičen projekt, hiter na ustih, na realizaciji bolj šibek in ta tip ljudi oni privlačijo. Oni ne morejo angažirati toliko ljudi na zgodbi v Sloveniji, kot jih lahko na neki Venezueli, ker je to ta tip volivcev. In SDS, če hoče zdaj pred volitvami konsolidirati svoje volilno telo, jih bo točno na tej temi, se pravi antikomunizma, ne obrambe Slovenije pred morebitnimi o tem, kar smo govorili, ampak spet proti komunizmu. Tako da to politično gledano, ne mobilizacijsko, delajo eni in drugi zelo dobro. Ja, Bernard, kdo bo po tvoje zdaj tukaj več potegnil iz te zgodbe? Jaz mislim, da problem SDS-a je vezanost na Evropsko ljudsko stranko. Gospod Tajani izhaja iz Evropske ljudske stranke, gre za politično skupino, ki kaže samo dol, ker se je izneverila evropski ideji.
v bistvu je skupaj z socialisti in liberalci povzročila to, da je danes Evropa pred propadom. Ta vladajoča struktura, ta bruseljski kartel inkasantov nas je spravil v to, da Evropa postaja ena sama usrana luknja in je v bistvu zdaj odpiranje nekih zgodb o nekih fašizmih, komunizmih in ne vem kaj, to je pase, to je 30 let stare zgodbe, na podlagi katerih po mojem se ne da več dobiti volitev. Jaz zelo obžalujem, da je slovenska desnica se zaciklala v letu 89. Potrebno je videti, kdo nas danes ogroža. Ogrožajo nas multikulti globalisti, sorošoidi v Bruslu, v evropskih prestolnicah, v Parizu. Žal mi je, da nismo izpostavili problema Macrona, zaradi tega, ker gre za diktatorja primerljivega Maduru. To, kar se dogaja v Caracasu, je manj hudo kot to, kar se dogaja v Parizu. Nasilje na pariških ulicah, na ulicah francoskih mest je zame, to, kar gledam, veliko hujše kot pa v Caracasu. Pa ne bom rekel, da je Maduro filantrop, človekoljub, daleč od tega, ampak to, kar ta Macron počne, to je nasilje od nasilja in vsi molčijo. In danes pa tle se zgražamo nad nekimi besedami, ko v bistvu ta Macron, izrojeni multikulti globalist, sorošoid, plačanec, praktično tolče po francoskih državljanih in vsi molčimo. Jaz mislim, da so to problemi, se pravi, da se praktično diktature vzpostavljajo na evropskih tleh in da bojo zato 26.5. ključne volitve, ali želimo imeti tako Evropo, tega multikulti globalizma, Evrope kot usrane luknje, se pravi Eurafrike, cum EUSSR, kar hoče Soros in kompanija teh davosokratov vzpostaviti. In mislim, da se pa mi zdaj zaciklavamo v neke zgodbe, kaj je bilo leta 45, leta 41. Jaz mislim, da vsi, ki smo kurs zgodovine dali, vemo, kaj je fašizem, vemo, kaj je komunizem, vemo, kaj je nacizem. Da pa imamo opravka s četrtim totalitarizmom, to je pa islam, ki ga kar toleriramo v svoji sredi. Prav. No, sej Slovenci smo res dobri v tem, kot veš, Bernard, smo tudi pri rumenih telovnikih našli leve in desne rumene telovnike, ne? Ampak si bomo vzeli še en krajši premor, zdaj ne nam uid, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko boste naša komentatorja podala zaključne misli. Pozdravljeni še zadnjič nocoj. Igor, Bernard, zadnje vprašanje za vaju danes. Česa se moramo Slovenci bolj bati? Venezuelskega tipa socializma ali ponovne priključitve Ljubljanske pokrajine Italije? Venezuelskega socializma, namreč vse tisto, kar levica pri nas skuša implementirati, je Maduro v zadnjih 5 letih izvedel. Se pravi, 6krat je dvignil naprimer minimalno plačo, kooperative, nacionalizacija, vse to vodi v revščino. Več socializma, kot imaš, večja beda je v državi. Stran od socializma. Igor, kdo nam je bolj nevaren? Maduro ali Salvini? Ali kdo tretji? Jaz mislim, da Maduro, ne, ker dokler se slovenska levica ukvarja s tovrstnimi zgodbami na tak način, ni šans, da bi kaj takega jim lahko uspelo. Kar zadeva pa tudi italijanskih prodorov tle na nek vojaški način se ni kaj bati. To smo v zgodovini že dvakrat se mi lahko zavrnili. bojimo, je pravzaprav sami sebe. Ne, da smo nek kusur za podkusurivanje velikih snaga in ne razumemo, na kakšen način se zunanja politika dogaja. Imamo pa potencial, da bi to lahko razumeli.
Ja, prav. Ampak o tem bomo pa v kakšni drugi oddaji. Dr. Igor Lukšič, magister Bernard Brščič, najlepša hvala za vajine današnje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bila revolucionarna 243. oddaja Faktor na TV3. Spremljate nas tudi jutri, ko bomo komentirali afero Munda in Jasno Murgel, ki je bila poslanka SMC, pa je spet sodnica. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.